Ja, torej, hvala lepa, hvala organizatorjem za povabilo in hvala vsem predavateljem za ta zanimiv dan in pol, včeraj zelo dolgo in res zanimive prispevke. Pri mojem prispevku sem verjetno malo prepletala za tem, kar smo pravkar slišali od kolege Dejana, kajti gre za neko enako v bistvu zgodovinsko okolje. In tudi sama sem poskušala narediti nek prerez skozi to zgodovinsko dogajanje, na osnovi seveda nekaj prelomnic. Torej, svoj prispevek sem naslovila, kako zvonijo zvonovi sobočki in sem ga povzela po enem začetku enega prispevka o Prekmurju, o cerkvah v Murski Soboti, v prekmurskih profilih Frana Sušnika, ki je prišel za ravnatelja gimnazije v Murski Soboti kmalu po priključitvi Prekmurja. Torej, med 1908 in 1912 v Murski Soboti dobila 3 nove cerkve, ki so tedaj predstavljale izjemen arhitekturni dosežek. Bile so zunanji izraz moči in pomena teh verskih skupnosti, katerih dostojanstveniki so zasedali pomembne funkcije v mestnih, upravnih, finančnih, šolskih institucijah, vsak po svoje. In ne glede na to, kako številne so bile pravzaprav tedaj te skupnosti, kajti največ je bilo seveda katoličanov in potem seveda tudi protestantov in judov. Da lahko razumemo razmere, v katerih je bilo možno v tako kratkem času postaviti 3 nove cerkve, moramo pravzaprav iti skozi ta krajši pregled skozi to zgodovino. Torej, in tukaj govorimo o neki zakonodaji, ki jo je tudi Dejan že omenjal, torej tolerančnega patenta Jožefa II. In potem pravzaprav skozi več zakonskih predlogov in pa zakonov, ki so potem pripeljali do teh krovnih zakonov. Za protestante je bil krovni zakon v bistvu sprejet leta 1859, ki je ukinil tiste prepovedi, ki so še vedno obstajale po tolerančnem patentu. To so ustanavljanje cerkvenih občin in šol, ki so dobile potem tudi status državnih šol, izgradnjo cerkvenih objektov ter naseljevanje tudi na območjih, kamor se do tedaj niso smeli naseljevati. Ogrski državni zbor je tik pred revolucijo veliko razpravljal tudi o judovskem vprašanju, kajti ti so se z naseljevanjem seveda postajali tudi pomemben gospodarski element, ampak tudi sprejetih je bilo nekaj predpisov, ampak vse skupaj potem nekako reguliral krovni zakon, sprejet leta 1967. Ampak so v monarhiji, pravzaprav v ogrskem delu monarhije je nekako obveljala splošna konfesionalna enakopravnost šele leta 1895 in še vedno seveda ne moramo govoriti o vseh oblikah enakopravnosti. Ta enakopravnost verska je vedno povezana, to se pravi, neko reguliranje splošne državljanske enakopravnosti in o tej narodni, na primer, enakopravnosti je razpravljal državni zbor v Segetu v tistem kratkem času neodvisnosti leta 1849. In ta predlog zakona je pripravil, je sledil nekim načelom takrat pravzaprav zelo pomembne osebnosti v tem madžarskem prostoru, filozofu, književniku, politiku, Janošu Ötvešu, o osebni svobodi kot temeljni vrednosti in narodni zavesti, kot o njeni nujni posledici, pri čemer je mogoče narodno vprašanje reševati z doslednim spoštovanjem osebne svobode, razširjene na vse, ki se počutijo pripadnike kakega naroda in torej tudi vere. Enako je Ötveš razmišljal torej tudi o verski svobodi, govorijo o cerkvi, ki naj jo vodi v čisti nameni,
o poslanstvu pomagati vedno, kje lahko pomagamo, ublažiti vse trpljenje, dvigniti vse zatirane, nadoknaditi vse krivice. Govorijo o krščanstvu, ki ni poseben narod ali država, zato vera ne more odločati o obliki države. Ötveš je bil edini, ki je po revoluciji leta 1867, ki se je vrnil na položaj ministra za javno šolstvo in bogoslužje in je imel priložnost uresničiti del svojih življenjskih idej. Državni zbor je istega leta torej potrdil ta krovni zakon, ki je potem istega leta veljal tudi za Ogrsko. In zanimivo je, da je Ötveš razmišljal o judovski spreobrnitvi kot katoličan v bistvu in je obravnaval strogo religiozno. Bil je prepričan, da je bilo poslanstvo Judov seveda zaključeno za Kristusovim prihodom in da naravna pot Jude vodi proti krščanstvu. Ker pa je bilo mogoče želeti le iskreno spreobranjenje v krščansko vero, so lahko kristjani prišli do težko pričakovanega trenutka, torej judovske spreobranitve, le z zglednim življenjem. Kot katolik je Ötveš upal na spreobranitev Judov, a kot politik k temu ni pozival, kot politika so ga vodili liberalni pogledi o kulturni enakosti vseh. Veliko Ötveševih načel je bilo vpetih potem v zakon o narodnosti, sprejet naslednje leto, torej leta 1868, kar pa se potem nekako ni razvilo v dejansko stanje v državi, kajti načelo politike v državi so se nekako povezali gospodarski interesi, socialni in socialni liberalizem, to se pravi z interesi veleposestnikov, novih meščan in tako dalje, in vse to je nekako se potem združilo z madžarskim državnim nacionalizmom, o čemer smo na nek način že tudi slišali, kar se je potem dogajalo v 70-80 letih in pravzaprav do Prve svetovne vojne. Na tedanje stanje v državi se navezujejo torej tudi zapisi dr. Franca Ivanocija, ki velja za enega najbolj zaslužnih slovenskih narodnih buditeljev med predstavniki katoliške cerkve v Prekmurju, pred vojno v kroniki Tišinške župnije, pogosto precej sovražno piše o Judih, zoprna mu je bila Budimpešta, Jože Smej pravi, ker pač ne želi hoditi tja, ker je to Judapešta, ker je vstupna Sodoma. Jožef Smej pravi, da je Ivanocijo nestrpnosti možno povezati s tem, da so bili Judje veliki podporniki liberalizma in da se iz istega razloga tudi ni družil z domačimi Judi v Prekmurju. Sicer pa je bil Ivanocij redki predstavnik cerkve, torej katoliške in protestantske, ki je zavzel za jasno politično stališče do novega meščanstva, ki je svojo gospodarsko moč povezovalo z madžarskim nacionalnim programom, kritizirajo brezobzirno izkoriščanje najrevnejših ter napovedal, da bo to povzročilo vojno in socialno komunistično revolucijo. Ivanocij je bil podobno kritičen tudi do voditeljev lastne cerkve, ki so podpirali takšno politiko in zato seveda tudi na koncu ostal na župniji, končal svojo kariero na župniji v Tišini, čeprav so mu obetali seveda veliko več. Leta 1906 je bil sprejet nekako pred vojno zadnji nek krovni zakon, v bistvu za katerega je pomenilo, da je na nek način omogočal prehajanje iz različnih veroizpovedi, seveda v zakonito krščansko neko veroizpoved, ne judovsko. Torej, če nekako povzamem, Franc Ivanocij in skupina soboških duhovnikov, no in Judje so se pravzaprav tukaj v prostoru Murske Sobote pojavijo nekako v začetku 19. stoletja. Svojo prvo molilnico so imeli v
Prišli so tako, kot seveda je bilo že povedano, iz gradiščanskega prostora, ki je tedaj bil del Ogrske, in prihajali so nemškega kulturnega okolja. V poznejših ljudskih štetjih so se opredeljevali za Nemce ali za Madžare. Kot Madžare so se opredeljevali predvsem poznejši priseljenci, ki so prihajali iz notranjosti, župni, vaš, to se pravi Železna in Zala. Torej, svojo prvo molilnico so imeli v Murski Soboti, torej v eni hiši, pozneje pa so si dobili, jim je soboški grof Sapari dal zemljišče tukaj na severu mesta. Torej so si potem postavili svojo prvo molilnico in na tem zemljišču je potem zrasla tudi poznejša ta nova potem sinagoga. Torej, to je pa območje katoliške cerkve, ki je tukaj seveda vsaj že od 13. stoletja, evangeličanske takrat še ni bilo, in imamo tudi dve pokopališči, torej pokopališče, ki je danes mestno pokopališče, in pa posebej judovsko pokopališče nedaleč stran. Torej, v Murski Soboti, to je nekakšen pregled skozi statistiko prebivalstva v Murski Soboti, torej vidimo gibanje Judov, najprej so seveda druga največja skupnost in potem nekako do časa pred Prvo svetovno vojno, ko postane druga večja skupnost, postanejo evangeličani, in potem po prvem štetju v novi državi jih je pa potem seveda tudi bistveno manj. Potem te številke kažejo, številke so zelo različne tudi glede na narodno opredeljevanje, namreč štetje leta 1910 kaže veliko število Madžarov, ki potem leta 1911 seveda močno upadajo, približno za več kot 2/3, in seveda sorazmerno se poveča število Slovencev, kar je povezano na nek način z nacionalnimi politikami. Torej, gospodarske spremembe so se torej odražale v tej nacionalni politiki, in zanimivo je, da je na primer Mursko Soboto leta nekako pred koncem 19. stoletja obiskal Anton Trstenjak tudi, in jo tudi on označil, ne glede na to, koliko Judov je bilo v mestu, je zaradi pozicij, ki so jih imeli, in bivanja v teh hišah ob glavni ulici in tako dalje, označil nekako za židovsko mesto, kjer se začenja pač vladavina Židov in vsega tja proti vzhodu. Imajo v Soboti vse trgovine in je le eden katoličan je trgovec, ki ga ti pač Židi niso mogli uničiti. To je bilo nekako v času, ko se pravzaprav je bil v Murski Soboti so večino premoženja še vedno in pa zemlje imeli grofje Sapari. In zanimivo, da so katoliški grofje Sapari so bili veliki podporniki Soboške katoliške cerkve, izdatno donirali njeno izgradnjo, in pa so dali, seveda, kot je že navedeno, Antal Sapari je dal tudi zemljišče za izgradnjo sinagoge. Pozneje je zanimivo, da ni pa želel dati poznejši grof, torej Sapari, ko so se evangeličani odločali za gradnjo cerkve, so imeli že dogovorjeno zemljišče in ga ni želel dati oziroma niti prodati, tako da so si potem morali cerkev postaviti na drugem mestu, ampak to so potem zamerili, ker je to bistveno več stalo, ampak so jo postavili potem čisto nasproti grada, tako da to je eden in isti drevored, grof gleda za balkona, pa na drugi strani stoji evangeličanska cerkev. Torej, če so Sapari podpirali predvsem katoliško cerkev, so veliki podporniki evangeličanske cerkve bila družina plemenitih Berkejev, njihov član je bil prvi inšpektor in njihov zet je bil tudi prvi duhovnik Soboške evangeličanske cerkve, Štefan Kovač, pozneje senior v Soboti. Torej, Soboško sinagogo, temelj za Soboško sinagogo, Judje seveda takih podpornikov te vrste niso imeli, zato so za gradnjo cerkve, ne glede na neko svoje osebno premoženje, ki so imeli kot podjetniki, trgovci, so za izgradnjo cerkve najeli kredit, 60 000 kron,
takrat in temeljni kamen za cerkev je bil postavljen leta 1907, zgrajena je bila leta 1908. Poleg so je bilo zgrajeno tudi stavba za šolo in stanovanje za rabina. Torej, naslednja je bila potem zgrajena ta soboška evangeličanska cerkev. Začeli so jo, temeljni kamen za njo so položili leta 1909 in jo potem posvetili leta 1910. Naslednja, to je stara katoliška cerkev, kot sem rekla, še gotska, prezidana nekoliko. No in tukaj je tudi skupina predstavnikov cerkva v Soboti, med njimi katoliški duhovnik, takrat Janoš Slepec, ki je bil tudi in pa članica farnega društva ženskega, ki je bil takrat tudi med temi začetniki, bil takrat duhovnik mislim, župnik katoliške cerkve, ko so začeli cerkev graditi. To je cerkev, kot je seveda danes in kot so jo takrat razširili po načrtih domačega arhitekta Ladislava Takača. Torej, kot sem že omenjeno, tale Franc Sušnik je prišel v Mursko Soboto po priključitvi in on piše o soboških meščanih in takrat je bilo v Soboti 2205 katoličanov, 533 evangeličanov in 179 judov. In Sušnik pravi tako, kako zvonijo zvonovi sobočki, vabijo, a kdo jih bo razumel, če ni čistega srca, kakor otrok. Sinagoga nima zvona in vendar zvoni po vseh ulicah in iz vseh zakotnih židovskih trgovin, zvoni, denar. To se pravi, to je bil glavni pogled, nekako kot ga je že pravzaprav tudi Dejan označil, tako so v bistvu Slovenci na nek način videli Jude tukaj. Oni so na nek način povezovali Slovenci, ki so prišli sem kot prišleki, pravzaprav uradniki, učitelji, niso imeli izkušnje bivanja z Judi, kot niso imeli izkušnje bivanja z protestanti ali pa zelo malo. Za njih so bili Judje v Prekmurju tujci, pretežno Madžari, kar je bil še eden razlogov, da jim ni za zaupati, protestanti pa so bili za iste Madžaroni, zato ker so bili zadržani do vključitve Prekmurja v slovenski nacionalni okvir, ampak to je že neka druga tema. To se pravi, kljub nekako neugodnim političnim razmeram, pa ni opaziti nekih konfliktov ali pa nekega javnega nastopanja z ene ali z druge strani proti drugim. Vsekakor so imeli, tako bi rekla, župniki katoliške cerkve so bili Slovenci, ki so v tem času, torej že omenjen Janoš Slepec, za njim Jože Vojkovič, župnik ali pastor evangeličanske cerkve je bil Madžar, ki se je preselil v Mursko Soboto iz Djöra, iz okolice Djöra, no rabin, ki je bil takrat do vojne, pa rabin v sinagogi, Lazar Rot, je bil sicer rojen na danes slovaškem delu takratne Ogrske, in je potem prišel iz Novega Sada v Mursko Soboto, sicer je pa poučeval tudi verouk na soboških srednjih šolah. Če nekako rečem, kako so nekako gledali na to situacijo versko v tem prostoru narodno, je mogoče to lahko povzamem iz članka Franca Bajleca v novinah. Novine so nekako sledile takrat politiki Slovenske ljudske stranke in kazale so to v bistvu na nek način tudi politično stališče. On pravi, da verske skupnosti v naši krajini, da verske nestrpnosti v naši krajini ni. To vsakdo mirne duše pove, sam po sebi pa je razumljivo, da ne more biti vse tako, kot je tam, ker je verska enotnost. Katoličani in evangeličani v naši krajini živijo skupaj, so si sosedje, pomagajo drug drugemu in govorijo med seboj, kakor da ni nobene razlike med njimi, pa vendar so si tuji med seboj, pravi on.
Židov je samo v naši krajini več kot v vseh ostalih Sloveniji. Ne rečemo, da so tudi nesreča za našo krajino, kakor se to često sliši o kakšnem kraju, imajo pa veliko trgovin v središčih in po vaseh v svojih rokah in radi njihovih pridnosti, vztrajnosti in brezobzirnosti njim ne more konkurirati nihče. V trgovskem boju z Židom navadno vsak nežid podleže. To je iz leta 1929. Na splošno se v času med svetovnima vojnama predstavniki treh soboških verskih skupnosti družno udeleževali različnih dogodkov, sodelovali so pri uradnih praznovanjih državnih in tudi predstavniki, uradniki in tako dalje so nekako hodili ob teh praznovanjih v vse tri bistvi cerkve, poskušali so enakopravno pokrivati to področje. Situacija seveda se v Evropi spreminjala in tudi v okoliških državah. Madžarska se je vedno bolj iskala zaveznikov za podporo v svoji redentistični politiki oziroma pri reviziji Trianonske pogodbe, kar je zbujalo nelagodje in potem, kar pa se je še nekako stopnjevalo po priključitvi nemški priključitvi Avstrije leta 1938. Ni torej naključje, da so na taboru ob 20-letnici priključitev Prekmurja v Črensovcih takrat govorili, da predvsem, da se v Prekmurju investira bratska ljubezen in da je Jugoslavija država, ki upošteva želje madžarske manjšine, naredi, kjer ni judovskega vprašanja. Seveda obstaja nek strah, da bi se zaradi domnevno narodne povezanosti lahko v skupnem interesu našli Judje in madžarski revizionizem. Da bi se Judje torej rešili, bi naj podprli politiko ponovnega združevanja vseh delov nekoč velike kraljevine Madžarske. O tem so pretežno pisali seveda drugi slovenski časopisi, Jutro, Mariborski večernik, Jutra in tako dalje, ki so veliko pisali o teh narodnih in verskih razmerah in povezovanju tega v Prekmurju. Od leta 1938 opozarjajo predvsem na socialne razlike. Murska Sobota, Prekmurje je bilo seveda območje velikega izseljevanja. To so iskalci dela, sezonskega dela pred poslovalnico, pod posredovalnico za delo v Murski Soboti in to je seveda bila neka taka, bi rekla, bomba in ko se je po Anšlusu, ko se je nekako odprlo begunsko vprašanje, tudi judovsko in je nekaj teh, seveda Jugoslavija ni veliko teh sprejela, ampak ti, ki so šli tudi nekaj šlo tudi preko Murske Sobote in se takrat nekako govorilo, da sedaj bodo seveda ti ljudje dali službe v svojih trgovinah in svojih nekako obratih in da ti domačini, ki tako ali tako morajo iskati dela v tujini, bodo še manj lahko dela dobili doma. No, torej ta socialna kriza je odpeljala veliko ljudi na sezonska dela in seveda veliko tudi v Nemčijo, torej kjer so se seznanili z temi idejami nacionalsocializma in mnogi ti sezonski delavci, ki so se potem vrnili, so se včlanili v Kulturbund. Naprimer, organizacija Kulturbunda je samo v Murski Soboti v začetku leta 1941, ko je bila ponovno dovoljena, imela 232 članov, od teh le 17 dejansko Nemcev, ki so bili rojeni kot Nemci. Gospa Fujs, časno. Ja, končujem. No in potem je seveda vsemu temu, mogoče to zanimivost, tukaj je vpis v to, je kolega Žesuč govoril o vpis v kroniko, eden je vpis v civilni matični knjigi, torej ene osebe, ki je tu vpisana kot pripadnica izraelitske skupnosti, druge vpis v matični krstni knjigi evangeličanske cerkvene občine v Murski Soboti. No, življenje se pravzaprav Judov v Murski Soboti torej ni bilo več po drugi svetovni vojni in to je na nek način zaključek. Porušena je bila sinagoga in pozneje še na nek način razvoženo pokopališče. Hvala lepa in se opravičujem, da sem bila predolga.